Lepo pozdravljeni. Športno plezanje je šport, gibanje in prijetna rekreacija, ki se lahko odvija v naravi, telovadnici, na tekmah, v visokih skalnih stenah in balvanih. Najprej se je razvilo kot smer alpinizma, šele kasneje je postalo samostojna športna panoga. Spletno TV smo obiskali naravno plezališče Preddvor, kjer sta nam ta šport podrobneje predstavili gluha plezalka in njena soplezalka. Športno plezanje delimo na balvansko, težavnostno in hitrostno. To je pač tekmovalne zvrsti, od zunaj pa imamo plezanje v plezališčih, tako kot tukaj. Plezanje več raztežajnih smeri in pa plezanje balvanov zunaj. S plezanjem se lahko ukvarja kdorkoli. Če začnemo postopno, na začetku ni treba, da smo niti zelo močni, nič, kar vse lahko razvijamo sproti. Razvijamo veliko motoričnih sposobnosti, ravnotežje, moč, gibljivost, vzdržljivost. Tako da jaz bi dala v isti koš kot gimnastiko, kjer res razvijaš svoje celo telo. V športno plezanje paše plezanje na umetnih stenah in plezanje v plezališčih zunaj. Slapovi, hribi, to je pa alpinizem. Za plezanje uporabljamo tudi plezalnike, ki nam omogočajo lažje stopanje, pas, na katerega smo varovani, magnezij vrečko, nimam, kjer je notri magnezij, prah, ki preprečuje zdrsavanje. Za varovanje uporabljamo ali grigri oziroma ploščice za varovanje, ki jih namestimo na vrv in potem z njimi varujemo. Na drug konec vrvi se pa plezalec priveže z vozlom osmica skozi obe zanki na pasu in vplete osmico. Mora biti tako zapet, da ne gre dol, mora biti v pasu, ne v bokih. Magnezij vrečko. Gor.
Ko pridemo do svedra, damo najprej komplet notri, nato še varu. Važno je, da težo imamo na nogah, da se ne vlečemo z rokami, zaradi tega, ker pol hitro porabimo moč v rokah in pol ne moramo več plezati. To je najbolj pomembno pri vseh začetkih. Ja, na umetnih stenah vidiš oprimke že takoj od daleč, ker so po barvah. Tle na naravni steni je pa treba pač poiskati, je kakšen grifek tudi skrit. Tako da bolj raznoliko plezanje je v naravnih stenah. Malo več potrpežljivosti rabi trener, zaradi tega, ker se mora vse zmeniti na tleh in če kaj pozabi, mora počakati, da pride spet na tla in da mu potem razloži, kaj je bilo narobe in potem še enkrat. To je največja razlika, drugače pa ni.